Župan občine Žirovnica, Leopold Pogačar, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav seveda tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem. Kakšni so vaši načrti za leto 2022? Kaj se bo dogajalo? So gradbišča že odprta? Moram reči, da smo decembra, ko smo sprejemali proračun za letošnje leto in seveda tudi načrt razvojnih programov, uskladili z razvojnim programom občine, ki smo ga v lanskem letu sprejeli in velja, če temu lahko tako rečem, do leta 2030. Zdaj, ta mesec januar je seveda mesec, ko lahko pričnemo z izvedbo projektov, ki smo jih seveda opredelili, kot že rečeno, v proračunu, in precej se bo dogajalo, no. Moram najprej omeniti, da smo se lotili 3 oziroma 4 pomembnih projektov za občino Žirovnica, in sicer naj se najprej dotaknem obvoznice Vrba. Smo v fazi, ko je pripravljena idejna zasnova oziroma projekt za izvedbo, in v tem trenutku smo že lastnikom zemljišč poslali obvestila, da bomo upravljali geodetske odmere, kar pomeni, da bo začrtana trasa in zemljišča, ki jih potrebujemo za izvedbo obvoznice. Potem sledi seveda kupoprodajne pogodbe in odkupi zemljišč, tako da računam, da bi letos prišli do lastništva, da bi vložili za gradbeno dovoljenje in v najboljšem primeru že konec leta tudi objavili razpis, v naslednjem letu pa bi seveda potem pričeli z izvedbo. Drugi projekt, ki je ravno tako pomemben, je gradnja kanalizacijskega sistema v Smokuču. Moram reči, da gre za manjši del vasi. Ta trenutek je objavljen razpis za izbiro izvajalca, vsa dokumentacija je pripravljena in če bo vreme dopuščalo, če se ne bo zima slučajno podaljšala, bi v mesecu aprilu že lahko pričeli z gradnjo. S tem pa lahko potem povem, da so čisto vsa naselja v občini Žirovnica opremljena z ustrezno komunalno infrastrukturo. Tretji projekt, ki je pomemben iz 2 vidikov, to se pravi, govoriva o razvoju rekreacijskega parka Završnica po eni strani, po drugi strani pa o ohranjanju naše lepe doline Završnica v smeri Valvazorja in v smeri Zelenice. Govorim pa o tem, da bomo zgradili dodatno parkirišče in omejili promet v smeri Valvazorja in Zelenice z zapornicami. Tako kot po velikih krajih ste se tudi vi v Žirovnici odločili, da bo potrebno parkirišče plačati v Završnici. Res je, ja. In ne samo parkirišče, temveč tudi uporabo gozdnih cest v smeri Valvazorja in v smeri Zelenice. Zdaj, v prvi vrsti nam gre za to, da bi seveda omejili ta motorni promet, ker se iz leta v leto povečuje, po drugi strani pa seveda je to vir za urejanje gozdnih cest, vir za urejanje parkirišč, za odvoz smeti in vse seveda, kar to potegne za sabo. Moram pa reči, da višino parkirnine in uporabnine cest še nismo določili, to bo nekje do meseca junija jasno in znano. Zagotovo pa lahko povem, da bomo uvedli možnost nakupa teh, rečeva, letnih dovolilnic za prebivalce občine Žirovnica, kar pomeni, da bodo seveda bistveno cenejše kot pa posamezni prevozi. Parkirišče bo pa pač plačljivo za vse, s tem, da bomo verjetno, tako kot to počnejo drugje, nekako 1 uro omogočili brezplačnega parkiranja, ostalo bo pa seveda plačljivo. V Žirovnici se gradi tudi dom upokojencev. Moram reči, samo to, ko se moram popraviti, da v bistvu se še ne gradi, ampak smo v fazi pridobivanja zemljišč, pripravlja se idejna zasnova in takoj potem bomo seveda vložili za gradbeno dovoljenje. Vmes, v tem času pa seveda tudi poteka postopek sprejemanja podrobnega prostorskega načrta.
Zdaj, če nam bo uspelo, ni nobena skrivnost, da bi šlo to za izpostavo doma dr. Franceta Bergla. Ne bo šlo za klasičen dom starostnikov, ampak bo šlo v bistvu za deinstitucionalno varstvo starejših, kar pomeni, da bodo nekoliko drugačne vsebine, nekoliko drugačna zasnova tega samega objekta, in samo želim si, da bi nam uspelo, kajti v bistvu bo vložek občine zemljišče in dokumentacija ter komunalno urejene parcele, potem bi pa dom gradila država in bi tako postal del javne mreže. Župani se sestajate mesečno na koordinacijah, tudi tokrat ste se sestali, o čem je tekla beseda? Moram reči, da je bila osrednja točka našega sestanka priprava regijskega prostorskega načrta. Gre za to, da nov zakon o urejanju prostora pač opredeljuje to možnost. Če pa poenostavim, je pa seveda gre za to, da bi vse občine v regiji definirale pomembne medobčinske oziroma regijske projekte in seveda te zadeve nekako umestili v prostor. Pač namen tega je, da bi se poenotila ta raba, nas pa čaka še kar nekaj dela, kajti za pripravo takega regijskega prostorskega načrta je potrebno uskladiti 18 občin, 18 lokalnih občinskih prostorskih načrtov, če temu tako rečem, in 18 razvojnih programov. Zdaj rok za izdelavo je itak tam nekje v letu 2027, če se prav spomnim, in jaz računam, da bomo seveda stopili na to pot usklajevanja in priprave, in da bomo seveda nekako ujeli rok, ki ga opredeljuje zakonodaja. In kakšno je zdravstveno stanje vaših občanov? Občinska uprava posluje nemoteno ali so tudi okužbe? Poglejte, občina Žirovnica ni nobena izjema od ostalih občin v neposredni bližini. Moram reči, da se v tem 5. valu tudi nam dviguje število okuženih, vendar moram reči, da do te mere, da delovanje tako občinske uprave kot osnovne šole in ostalih, bom rekel, javnih zavodov in podjetij še ni bistveno okrnjeno. Seveda pa ves čas opozarjamo na spoštovanje ukrepov in tako kot drugod tudi pri nas nekako organiziramo to cepljenje brez naročanja v naši zdravstveni postaji. To pa zaradi tega, da lahko tudi tisti, ki nimajo prevoza, starejši in tako naprej, lahko pridejo lažje do cepiva. Zdaj, precepljenost je pa nekje v slovenskem povprečju, nekaj čez 60%, in jaz samo upam, da bo seveda ta epidemija čim prej minila. Bi pa seveda izkoristil ta najin pogovor za to, da bi pozval vse, dajte paziti nase, dajte upoštevati vse ukrepe. Mislim, da smo že blizu ciljne črte in zato tudi pozivam tiste, ki še dvomijo, naj se odločijo za cepljenje. Kot laik, če drugega ne, zanesljivo verjamem, da cepljeni lažje prebolijo to bolezen, v kolikor seveda pride do okužbe. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.